Teniški navdušenci in navdušenke, teden je okoli in v Facebook pogovoru imamo, recimo temu po dolgem času, našo mlado obetavno teniško igralko Živo Falkner. Živa, lep pozdrav. Zdravo. Živa, pozdravljamo te v Koper, kjer čakaš na svoj prvi dvoboj. Ta bo prišel jutri, torej v sredo, na turnirju VTT $60,000 ameriških, eden izmed 5 ženskih turnirjev, ki jih bo letos organizirala Tenis Slovenija. Kakšni so morda prvi občutki v Kopru? Ja, res vreme, imamo veliko srečo z vremenom, zelo je toplo, napoved gre v našo smer, tako da pogoji so super, igrišča so odlično pripravljena, cela organizacija je do zdaj super, tako da vse je pripravljeno, da se turnir začne. Ja, ni veliko priložnosti, da takole na tako močnem turnirju Slovenke igrate doma. Kaj tebi osebno to pomeni, da boš lahko igrala doma, vedno rada igraš, predvsem na otočcu, zdaj pa torej ob obali? Ja, res je, tudi v Kopru zelo rada igram, bilo je tudi veliko teh turnirjev v mlajših kategorijah. Tukaj sem zmagala, mislim, da Tenis Europe do 12 let, tako da imam lepe spomine iz tega kraja. Tako da ja, zame to pomeni zelo veliko v Sloveniji, da igram, lahko mi pridejo spodbujati moji najbližji in pa ja, ti da neko dodatno motivacijo, tudi okolje in pa ljudi, ki ti gledajo, tako da to je meni nekaj neverjetnega in bom dala vse od sebe. Ja, motivacijo prav gotovo imaš, glede na to, da igraš doma, boš pa potrebovala še veliko več, glede na to, proti kateri tekmici igraš, kaj ne, verjetno si dobila, ne bomo te strašili, saj sama dobro veš, zelo, zelo težko tekmico. Ja, res je, punca je že bila mislim, da v top 50 54. Ja, 54, no. Tako da bo treba se res potruditi, no, in dati vse od sebe. Ampak ja, če želim priti na sam vrh, moram začeti premagovati tudi te igralke, ki so višje rangirane od mene in mislim, da sem dosti napredovala v igri in v fizični pripravljenosti, da začnem take igralke premagovati in to mi da še en tak poseben izziv zame. Nekaj stika z nekaterimi izjemnimi igralkami si imela tudi prejšnji mesec, ko si bila skupaj z reprezentanco na pokalu Billie Jean King. Kako zdaj, nekaj tednov kasneje, gledaš na to izkušnjo, kaj vse si pridobila? Ja, bilo je res nora izkušnja, vzdušje je bilo super, veliko sem pobrala od tega, predvsem pa mislim, da so mi zelo veliko pomagali napotki, ki sem jih dobila od vseh igralk, od Kaje, od Tamare, predvsem pa od Blaža Kavčiča, ki je bil neka nova osvežitev v ekipi. Mislim, da so to super naredili, da so njega vzeli s sabo, ker je res super človek in odličen trener. Pomagajo vsem zelo veliko, tako da ja, in tudi vsi, selektor, PR, Teja Starc, vsi so delali za nas, fizio. In ja, bilo je res, delali smo za en cilj in ta cilj smo dosegli in ja, ko mi čakam, da gremo naprej v novembru. Ja, do novembra bo še kar lepo število turnirjev. Po pokalu Billie Jean King si odšla v Zagreb na turnir, kjer si med drugim premagala tudi Dalilo Jakupović. Kako si bila zadovoljna samo formo in s kakšno formo si zdaj prišla v Koper, če greva proti koncu najinega pogovora? Med in po pokalu Billie Jean King sem nekako dvignila na svoj nivo, plus v Zagrebu sem res dobro igrala, tudi tam v bistvu živim, tako da ja, ta med z Dalilo mi je zelo veliko pomenil, da se lahko nekako dokažem, da lahko s takimi igralkami igram in jih tudi premagam. Ampak ja, bil je meč na zelo visokem nivoju in upam, da boš več takih priložnosti. Res je malo tako, ko igraš proti Slovenko, je itak malo drugače, ampak zame je to še nek tak poseben izziv. Torej jutri naslednja tekma, kaj vse te morda še čaka danes, kakšne bodo priprave na ta pomemben dvoboj, nikaj? Ja, danes zdaj treningamo od 9 do 10, potem je Spijo, ki igra danes, potem pa Debel. In ja, jutri nov dan in gremo in zmagamo naproti, saj upam, da bo tako.
Hvala lepa, upajmo, da bo res tako. Srečno torej in se vidimo kaj v Kopru. Vabljeni seveda vsi tisti, ki imate radi tenis, kaj ne, da vas pridejo spodbujati in navijati za vas. Hvala.